Šolski slovar slovenskega jezika je znanstveno utemeljen splošni razlagalni slovar, ki je namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Novost v slovenskem slovaropisju predstavljajo zlasti slovaropisno utemeljene rešitve v zvezi s poenostavljenim, otrokovim zmožnostim prilagojenim podajanjem slovarskih podatkov. Slovar obsega 502 enobesedna slovarska sestavka, pri čemer je enobesednim slovarskim sestavkom so jim dodani frazemi in stalne besedne zveze s slovarskimi razlagami ter zgledi rabe. Koncept šolskega slovarja je nastal na podlagi izkušenj pri izdelavi splošnega razlagalnega slovarja ter teoretičnih izhodišč z področja slovenistike in didaktike. Temelji na uveljavljenih leksikografskih načelih. Šolski slovar je vir različnih podatkov in pripomoček za razvoj veščin branja ter pisanja. V njem najdemo podatke o tem, kaj obravnavane besede slovenskega knjižnega jezika pomenijo, kako se rabijo v besedilu, katere stalne besedne zveze in frazeme tvorijo ter kako se zapisujejo. Glavni gradivski vir za slovar je korpus šolskih besedil slovenskega jezika, ki obsega besedila učbenikov, otroškega leposlovja izbranih avtorjev in gradivo šolskih spisov. Obravnavana leksika je tako zajeta iz besedil, ki so za otroke te starosti glavni vir novega knjižnega besedja, ter obsega zlasti jezik leposlovja in osnovno terminologijo pri pouku obravnavanih znanstvenih in strokovnih področij. Geslovnik slovarja se smiselno dopolnjuje tudi z vidika besedne družine. Del besedišča, ki je predstavljeno v slovarju, sestavljajo besede, ki jih učenci spoznavajo pri pouku. Te besede oziroma njihovi pomeni imajo pred razlago oznake, ki so poimenovane po šolskih predmetih, torej pri družbi, pri glasbeni umetnosti, pri likovni umetnosti, pri matematiki, pri naravoslovju in tehniki, pri računalništvu, pri slovenščini in pri športu. V slovar je vključeno tudi osnovno, temeljno besedišče, ki ga otroci dobro poznajo. Ti slovarski sestavki bodo zanimivi zlasti učencem nižjih razredov, starejšim pa bodo služili kot pripomoček za uvajanje v branje slovarja. Sem spadajo tudi besede, pri katerih se pojavljajo težave z zapisovanjem, na primer kozorog, pav, pladen, ali pregibanjem, na primer breskev, podkev. Temeljno leksiko smo torej vključevali zlasti po kriterijih problemskega izbiranja, glede na pravopis, pravorečje in oblike. Ta del geslovnika se tako izbira po vnaprej določenih problemskih sklopih. Čustveno zaznamovani pomeni besed imajo pred razlago oznako čustveno obarvano, primer je na primer tretji pomen glagola kovati, pomeni na skrivaj pripravljati kaj. Za razlago so navedeni zgledi rabe v obliki kolokacij in povedi. Ilustrativno gradivo utrjuje otrokovo predstavo o tipični rabi, o skladenskih možnostih, vezljivosti oziroma družljivosti leksema. Hvala lepa.